V Murski Soboti so se tudi letos zbrali ljubitelji kulinarike na 15. festivalu Prekmurske šunke in Prekmurske gibanice, ki sta ga organizirala Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ter Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot v sodelovanju z mestno občino Murska Sobota. Ali je festival pomemben za lokalno skupnost in kulinarični turizem v Prekmurju, nam je povedala direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, magistrica Brigita Perhavec. Mislim, da najpomembnejši, namreč ne le to, da se zbere veliko število tako domačinov, kakor turistov. Poleg tega je zelo pomemben za promocijo naše kulinarike, torej nekako dolgoročno vpliva to na promocijo Murske Sobote in pa seveda Prekmurja. Kakšni so glavni cilji festivala za prihodnja leta, nam je zaupala direktorica Perhavec, ki si skupaj z ekipo prizadeva za dolgoročen razvoj in večjo prepoznavnost dogodka. Obdržati oziroma razširiti ta dogodek. Že se pogovarjamo o tem, da bomo to razširili še z nekaterimi dodatnimi vsebinami, ampak to naj bo zaenkrat še skrivnost. Kako društvo prispeva k prepoznavnosti in zaščiti Prekmurske šunke in Prekmurske gibanice, nam je povedal predsednik Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Sigurno ta festival je največji dogodek, ki je najbolj širši publiki poznan. Drugače samo društvo pa skrbi za slovenske gibanice, se pravi po celi Sloveniji, da se delajo pomoči našim zaščitenim proizvajalcem, ki nosijo certifikata pri certificiranju, pri tehnološkem razvoju, se pravi, da lahko vprašajo, pa na koncu delamo tudi ocenjevanje oziroma tako je zdaj razstavljene gibanice, kjer ocenjujemo kvaliteto teh gibanic. Seveda to ocenjevanje ni tekmovalnega namena, ampak je seveda priznanja dobijo za marketing in pa tudi pomoč pri usklajevanju vsakoletnem za dvig kvalitete tega gibanice. Kako ocenjuje razvoj festivala skozi 15 let in kakšno vlogo ima društvo pri sooblikovanju njegove vsebine, ko dela nadaljuje? 15 let je dolga doba in z anonimnosti, ko smo v Sloveniji predstavljali prekmursko šunko in prekmursko gibanico, pa danes je v tem obdobju dosti Slovencev prepoznalo kvaliteto tega izdelka, pa ne samo Slovenci, tudi lokalno okolje se je začelo zavedati pomembnosti teh dveh izdelkov in seveda tudi ti izdelki so vedno bolj pomembni v turistični ponudbi regije, doma in pa izven. Kakšni so največji izzivi pri ohranjanju avtentičnosti prekmurskih dobrot v času množične proizvodnje in turizma? Želimo, da bi bilo čim več prekmurskih gibanic prodanih kot prekmurske gibanice s certifikatom. Še vedno je v Sloveniji v ponudbi tudi v srednji Sloveniji dosti ponudnikov, ki na slovesu dobrega imena prekmurske gibanice prodajajo izdelek, ki ni skladen in tudi ne prispevajo k prepoznavnosti in kvaliteti, so pa priklopljeni na dober imidž tega izdelka. To je največji izziv, ki ga vidim pred nami. In pa seveda, da širimo ta sloves. To je vsakoletni izziv, se pravi, ne more eno leto narediti vsega. Vsako leto je treba ponavljati take dogodke, delati aktivno z proizvajalci in osveščati kupce in pa seveda promovirati turistom. Na prireditvi so se predstavili mojstri prekmurske šunke in proizvajalci prekmurske gibanice iz vse Slovenije. Obiskovalcem so bile na voljo tudi druge tradicionalne jedi, poleg tega so si lahko ogledali prikaz priprave prave prekmurske gibanice, sodelovali v nagradni igri Uganite težo prekmurske šunke ter prisostvovali podelitvi priznanj proizvajalcem, ki so sodelovali na ocenjevanju. Letos je na festivalu sodelovalo kar nekaj razstavljavcev, ki so predstavili svoje izdelke in tradicionalne dobrote. Vse skupaj, koliko vem, je več kot 40 stojnic, imamo razdeljeno v dva segmenta. En segment je tržična ponudba, se pravi, kjer sami proizvajalci, ne gibanica, ampak na splošno govorimo o proizvodnji domače obrti, bočnih olij, raznih pekovskih izdelkov, medov in tako naprej. Na drugi strani pa imamo ponudbo, gostinsko ponudbo, gastronomsko ponudbo, ne gostinsko, gastronomsko, lokalne hrane, to pomeni od dojdelov, praženega krompirja, bujte repe, bogračev,
in pa drugih specialitet, kjer lahko gosti to probajo. Zraven pa ponujamo tudi vina oziroma so ponudniki vinarji, ki ponujajo svoja vina, ker zraven Prekmurje skozi kulinariko tudi z roko z vini sodelujemo in pa seveda vse, kar zraven sodi tudi turizem in pa domača obrt. Kje vidi kodila prihodnost prekmurske kulinarike na področju turizma v naslednjih 10 letih? Prekmurje se razvija se v kulinaričnem, infrastrukturnem sistemu, butični turizem, se pravi, na enem segmentu imamo že dokaj močno razvito tole termalni turizem in začne se pa v regiji kot sama destinacija regija, ki je vpeta med Budimpešto, Dunajem, Zagrebom, Ljubljano, v sredju tega razpotja, križišča smo in pohodništvo in kulinarika je sigurno ena dobra temelj za delovanje v turizmu v prihodnjih letih in tudi se razvija i gastronomija, dobre restauracije, domače gostilne, domače butične nastanitve, seveda pa je dosti še za narediti, dosti je tudi v kolesarstvu za narediti, se pravi, mora biti ta neka povezava med vsemi akterji tega turizma, se pravi, ne more biti en nosilec ali pa eden zaslužen, se pravi, če je več regij kvalitetnih ponudnikov na vseh nivojih, od športa, kulinarike, vinarstva, potem je večji interes ljudi, da pridejo v regijo. Družinska vinogradniška kmetija Vina Krampač iz Gornje Bistrice je na festivalu predstavila svoje vrhunske izdelke. Prihajamo že dolgo leta sem, tako smo že malo prepoznavni, ljudje tu okrog nas poznajo, trudimo se vsako leto s čim bolj avtentičnimi, nekako že glavno tradicionalno imamo suha, slajša vina, tako da tu smo v glavnem, radi prihajamo, poznajo nas. Za predstavnico Vina Krampač festival pomeni pomembno priložnost, da predstavi kakovost in tradicijo svoje družinske vinogradniške kmetije širši publiki ter vzpostavi neposreden stik z ljubitelji vina. Ja, festival je dobro odziven, se pravi, ko je že poznano, za nas pa to tudi ena dobra promocija. Kot je povedala Ksenija, se obiskovalci festivala radi ustavijo pri njihovi stojnici, saj jih zanimajo njihovi izdelki in kakovost vina, ki ga pridelujejo. Glavno smo še na špricari vedno, tudi je ta festival malo bolj nagnjen k temu, tudi k hrani malo bolj, smo pa tudi po teh buteljčnih vini dost prepoznavni. Obiskovalko iz Ljubljane smo povprašali, kaj ji pomeni prekmurska kulinarika. Vaša kulinarika je odlična, zelo, zelo dobra, ampak samo občasno, ker je preveč dobro in bi se to kje poznalo, tako da z miro je treba to jesti, ker je preveč dobro. Ali se prekmurske jedi močno razlikujejo od ljubljanskih? Zelo, zelo, zelo. Recimo prvič jem krompirjeve žgance, didele, a sem prav rekla, evo ga, zelo dobro. Bom doma tudi, so mi povedali recept, tako da bom doma to probala delati, evo ga. Festival je spremljal glasbeni program, ki so ga obogatili Marko Banda, folklorna skupina Kud Beltinci, vokalna skupina Irmice, Katarina Šebok in Žiga Žekš, etnoskupina Gorički Klantoš ter Samo Budna and Band.